Lepo pozdravljeni nazaj. Kot obljubljeno bomo danes začeli dan z gosti, kar s plesom. Z nami sta spet Rok in Varja, ki ste jo spoznali že prejšnji teden. Dobro jutro, lepo pozdravljena. Dobro jutro. Torej, danes vidva ne bosta plesala, vam je kaj žal za to? Drugi bodo plesali namesto vaju? Danes v oddaji ne bova plesala, bova pa potem kasneje v plesni šoli, v studiu. Ampak ja, za naj bojo plesali, oziroma za nas bojo plesali naši pedagogi, tako da si boste lahko tudi pogledali živo. Super, se pravi, prihajajo prav iz vajine plesne šole, to so ljudje, ki nas sicer učijo plesati. Tako. Ja. Kar veliko enih različnih plesov nam mislite danes pokazati, so to vsi plesi ali mogoče še kakšen manjka? Še kakšen manjka, sigurno. Ne. Tole je samo en tak izbor tistega, kar največ učimo. Ne? Tako, tisto, kar največ učimo, pa v bistvu tudi vsi pedagogi niso mogli biti danes z nami, ne? Tako da bomo večkrat si pogledali, kaj imamo, pa kaj bomo tudi povedali več o kakšnem plesu, da ne bo samo predstavitev. Ne? Odlično. Ste navajeni takole zgodaj zjutraj plesati? Ali za ples je vseeno? Kdaj? Katero Nismo vajeni. Mi smo bolj večerni. Ja. Bolj večerni, ja, vas povsem razumem. Torej, za prvi ples bomo videli salso in mambo. Sta si to dva zelo sorodna plesa? Ja, zelo sorodna. V bistvu to je en in isti ples, samo da je v bistvu poudarek na drug bit. Se pravi, ko govorimo o salsi, govorimo pri nas v Sloveniji, govorimo to o LA stilu on one. Ker je od tam prišel iz Los Angelesa? Tako, ja, ker se je razvil v Los Angelesu. In pa na drugi strani govorimo o mambu. Ko govorimo o mambu, je to salsa, se pravi mambo on two ali salsa on two, New York style. No, in kot lahko vidite, takole ste že Nik pa Katja zadaj za nami, že plešeta, to sta naša pedagoga, Nik Žekar pa Katja Gartner-Drofenik. Ona dva sta najin podmladek, a ne Rok? Tako. Aha. In ona da tudi učita to poleg naju, a ne? Vidim pa, da ona ne pleše v visokih petah. Ne rabimo torej visokih pet. Je bolj običajno, da takole v nizkih petah plešemo salso in mambo? Ne, načeloma plesalke plešemo na plesišču v visokih petah, imamo zato posebne čevlje, ampak takole na betonu pa ponavadi smo kar v supergicah. Ni fajn za nogice. Ni fajn za nogice. Okay. Če se prav spomnim, ste nedolgo tega ravno na drugi strani ceste plesali, torej so vam te ploščice že poznane, vsaj približno? Ja, že kakšnih 10 let so tam open air salsa party oziroma dogodki. Letos tudi? Mogoče. Bomo videli, glede na korona situacijo bomo videli. Je pa tako, da v bistvu se po tleh pogrne en linolej, ki je namenjen prav za ples, da malo bolj drsi in da ženske lahko tudi v petkah plešajo. Tako. Aha. Ker zdaj morate pa drseti kar sama. Se pravi, za naše superge ni sicer najboljše, ne, verjetno tole, ampak... Pa v supergicah, kar gre. Supergice preživijo, nič ni hudega. V supergicah, kar gre. Ja, super, Katja in Nik sta nam zdajle odplesala, da nam ne bo zmanjkalo časa, mogoče kar rečemo še kakšno kizombi. Kaj pa je to? Sem slišala za zumbo, ima to kaj podobnega, ne? Prav nič veze. Kizomba je ples, ki prihaja iz Afrike in iz Angole predvsem. Ne? Je tak, v bistvu za njih je to tak igriv ples, oni ga plešajo med družinskimi člani. Ne? Obstaja tudi veliko podzvrsti kizombe. Imamo zdaj pač tudi z razvojem, se pravi, imamo traditional style kizombo, imamo zdaj urban style kizombe, veliko teh različnih podvrsti, recimo semba je ena izmed njih, pa tarašinja. Se pleše v krogu potem? Ne, to se pleše v paru. To se pleše v paru. Se pravi, vse, kar bomo danes videli, so v bistvu plesi v paru. Ja, tako je. Oziroma, ne čisto vse. Enega mogoče. Enega bomo videli, kaj je solo. Ampak imamo poudarek na plesih v paru. Imamo pa poleg seveda tudi plese, ki so solo. Se pravi, se lahko tudi dame ali moški priključijo tečajem v bistvu solo. Je pa stvar v tem, da tudi vsi te plesi, ki jih boste danes videli v paru plesati, se dejansko lahko plešajo tudi solo, kot neka vadba. Ali danes plešejo pravzaprav plesalci kar takole na tišino?
Danes ja. Danes ja. Aha, se pravi, moramo imeti prav ritem v glavi. Kako si potem šteti, naprimer, za kizombo? Kako si moramo šteti v glavi? Po štetju, se pravi, po osmicah štejemo ritem normalno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, temu pravimo ena osmica in interpretiramo glasbo znotraj te osmice, tako pač to mi počnemo. Tako. Ja. Odlično. Se pravi, tudi latinsko-ameriški plesi se štejejo na 8. Ja. Ja. Ni, Ja. ni kakih 3/4 taktov, tako kot Ne, smo so jih iz valčka 4/4 vajeni. načeloma, tako da, ja. 4/4. Okay, bomo kizombo tudi, kizombe ne bomo videli, imamo pa pripravljen swing, ki je, Ja. čeprav vem, v zadnjem času postal kar precej popularen. Tudi sama dva zaznavata to? Ja, Ja. mislim, vsi plesi zdaj zadnje čase te naše zvrsti ratujejo vedno bolj popularne, ker ljudem manjka druženja, manjka plesa, manjka teh stvari. Tako da, ja, evo, tukaj sta pa že naša naslednja pedagoga, Nejc in Špela tokrat. Kasneje bo učil pa s Katjo, ki danes ni uspela priti. V glavnem, to je pa zvrst plesa, ki se je razvila v 30-ih, 40-ih letih Ja. in je v bistvu zdaj res vedno bolj popularna. No? Predvsem je mešanca različnih teh stilov, ki se je pač združila, ne, pod to marelo swing. In v bistvu je zelo popularno, no, igrivo, Ja. zabavno. Mogoče Človek tle mora imamo- imeti kar kondicijo, ne? Ja, za swing moraš Ja, imeti kar kar je. kondicijo. Recimo, zdaj predstavljate Lindy Hop, a ne? Tako. Potem poznamo še Charleston, pa Shake, pa še Veliko zvrsti. veliko podzvrsti spet, a ne, znotraj. Tako da vedno, ko se pogovarjamo o katerem koli plesu, imamo veliko teh podzvrsti od spodaj. No? Tako da swing je kar. Je pa zanimivo, a ne, ker je tak prost, zelo se veliko lahko igraš, imaš odprto, zaprto držo. Tako. A ne, Ona dva imata zdaj potem kaj? To je odprto? To je To je Odprta odprta drža, ja. drža. To je zdaj odprta drža, potem boste pa pokazala najverjetneje še nekaj malo bolj zaprtega. Bomo videli, si bomo pogledali. Aha, to je pa zdaj Charleston. To je pa zdaj že, evo, se že igrata. Se pravi, vse je igranje z ritmom, igranje z glasbo. Ne? Mi hočemo konstantno s svojimi telesi pa s tem risati glasbo. Ne? Tako da imaš še vizual tega, kar ti glasba da na audio. Ne? Ste mogoče preizkusili tudi s kakšnimi gluhimi plesalci, tudi Tudi oni že, ja. vibracije čutijo na ritem. Tako. Se tudi da potem te različne vrste plesa plesati? Ja, seveda. Ja. Enako kot mi praktično, samo da drugače zaznavajo glasbo in ritem. Sej, to so verjetno zelo majhni detajli, majhne razlike med naprimer Lindy Hopom, Doo-wopom, ostalimi, med Charlestonom. Kako torej vemo, katerega plešemo? Glede na glasbo. Glede na glasbo. Aha, se Glasba pravi, nam v gibi so bistvu pa ne- podobni. Ja, Ja, pa ne. Težko je tako na hitro razložiti nekomu, ki ne razume čist, kjer stil je katera. Ne? Ampak bom rekel tako, skozi tečaj in skozi učenje v bistvu se predstavljajo različni stili, se vnašajo različne zvrsti noter in tako. In v bistvu na ta način ljudje spoznavajo to, potem se pa tudi oni v bistvu sami usmerijo dostikrat, a ne? Se pravi, tečajniki kot sami Za se swing bi usmerijo. začeli s katerim, naprimer? Ja, z Lindy Hopom. Z Lindy sigurno. Hopom. Lindy Ja, Hopom. tako. Okay. Da nam pa ne bo zmanjkalo časa, vsaj še pred reklamami, mogoče da preizkusimo zouk. Sem ga prav izgovorila. Zouk. Zuk. Ja. Ja. Ki pa tu prihaja. Iz Iz Brazilije. Brazilije. Ja, v osnovi prihaja iz Brazilije. Boš ti manjčka več še? Ja, lahko povedala? je. Zuk prihaja iz Brazilije, tako kot je Rok rekel. Imamo eno zvrst, ki je prav Brazilijan zuk, a ne? In spet imamo veliko podzvrsti, imamo neozuk, imamo braza zuk. Se pravi, ful je enih takih podzvrsti, ki se igrajo, je pa ideja v tem, da se je razvil iz lambade. Ne? In vemo, lambada je bila prepovedan ples, ne? Sploh, ko so punce bile v tangicah, kikeljcah, to so mame rekle, ne bo šlo tako. In kaj so zdaj iskali? Hoteli so plesati, kaj bodo zdaj naredili. In našli so en CD, kjer je pisal gor zuk. A ne? In ta CD, to je resnična zgodba, zuk pa pomeni zabava, party. A ne? Prav, kot bi po mariborsko rekli čaga. Ne? Čaga, ne? Čaga. In zdaj Ja, je je to postalo zuk, ne? je zuk in zdaj to
je rad. Zdaj pa plešeta zug. Zdaj pa plešeta zug. No, in za zug so značilne taka kruženja z glavo, taki odkloni iz osi, tako lebdenje, malo je, kako se temu reče, eteričen včasih. Tako zelo erotičen tudi malo. Vsak ples lahko jemlješ kot erotičen, ampak hkrati to ni, ker v plesu je vedno, kaj je namen zadnji, ki ga plesalca imata, ki plešeta. Namen za gibom mu daje nek pomen, se pravi, lahko je erotičen, lahko je samo senzualen, lahko je čist prijateljski, Tako da sploh igriv ni tle pravila, kaj in kako. Jaz sem mislila, ker izhaja iz te prepovedanosti, pa da je mogoče kaj, da so se vendarle takole, da so malo flirtali, ko so šli plesati, naprimer zug, Jo, to sigurno. To sigurno, vsi flirtajo povsod, tudi ko pridejo na salso, na katerokoli zabavo plesno. Ljudje flirtajo, vse to je v naši naravi. In tako je prav, ker to je neka lepa socializacija in lepo spoznavanje ljudi. Mi se v bistvu predvsem trudimo biti ena družina, malo večja družina, ljudi, ki gojijo ljubezen do plesa, pa hkrati se radi družimo. No, odlično. Da nam bo pa ostalo še dovolj časa za vse preostale plese, pa predlagam, da zdajle na hitro skočimo v glase. Na to pa ostanite z nami. Imamo za vas še vsaj 1, 2, 3 plese, ki vam jih bomo predstavili. Tako da se vrnemo kmalu. Upam, da ste si dobro vzdahnili, kajti čas je za drugi del Avenije plesa. Rok in Varja sta še vedno z nami, pa seveda tudi Nik, Katja in še 2. Nejc in Špela. Še Nejc in Špela sta tudi z nami, nam bojo prikazali še preostale plese. Končali smo pri zuku, nadaljujemo pa z reggaetonom. Tega bo pa Katja plesala sama. Ja, reggaeton je ples, ki se pleše načeloma sam, tako kot smo že prej govorili o plesanju v paru in plesanju solo. Skratka, se večinoma pleše sam, oziroma se sploh pleše sam. Je načeloma dosti mlad ples. Aha, evo, že vidimo Katja. Izgleda, kot da je na koncertu pravzaprav, tako malo. Ali fajn. Kje pa se je razvil ta ples? V bistvu prihaja iz Paname v osnovi, razvil se pa potem v Portoriku. In v bistvu večina teh izvajalcev je Portoričanov. Se pa ogromno meša z hip-hopom, elementi salse, dancehala in tako naprej. Dancehall pa verjetno poslušamo, oziroma katera mora biti pa glasba zraven? Čisto vseeno. Reggaeton je v bistvu tista zvrst, ki je, dajmo reči, tudi zdaj zadnje čase zelo popularna. Tudi v klubih se dosti vrti. Bi jo lahko razložila mogoče za naše gledalce, ki mogoče tega še ne poznajo? A to je bolj tak, ima kaj veze z reggaejem? Tudi ima mečken vpliva, ampak nekaj dosti, ko poslušaš, tako, dajmo tako reči. Sliši se bolj elektronsko. Ja, dajmo reči, da je. Dobro, smo veseli, da je niso podrli. Se ga da plesati tudi v dvoje mogoče? Ja, en proti drugemu ali pa en zraven drugega. Ni pa ples v paru to. Se pravi, pleše se ga tako, kot neko rekreacijo lahko, oziroma v klubih, oziroma tako, na ta način. Si predstavljam tako, da so ga na ulici včasih plesali. Tako. Kakšni bobni zraven ali kaj podobnega. Dajmo reči, da je zadnje čase zelo popularen, mogoče veliko vleče iz hip-hopa. Podoben je, tudi gibov je dosti podobnih hip-hopu. S tem, da je na latino glasbo. To je bistveno. Se pravi, reggaeton je latino hip-hop na nek način. A pa se potem lahko tako tudi izzivamo kot pri hip-hopu? Ja, seveda. Seveda. Mislim, je to običajno ali to tako lahko se da tudi to delati? Se da tudi to delati. Se da tudi to delati. Ni pa zdaj to, da bi bilo ena osnovnih tehnik ali pa vrlin. Ostajamo na isti celini, če gremo iz reggaetona na brazilsko sambo? Ja, na isti celini, ja. Ja, to ja. Ampak še... Ne v isti državi. Ne v isti državi. Samo se vrnem še en moment nazaj, da mogoče povemo, da pri nas v studiu poučuje reggaeton Kristina Ziharl. Ona je ena pri nas vodilnih pedagogin za v bistvu ta afro house, za reggaeton, za dancehall, tako da... In tudi za kizombo. In tudi za kizombo, ja, kaj prej nismo menili, ampak Krista je res fajn
pedagoginja. In ena prvih. Kako? Upam, da kdaj spoznamo. Seveda spoznamo. Bo predstavila ravno ta dva plesa tudi v oddaji. Odlično, super. A potem mogoče o brazilski sambi, prej smo že videli salso in mambo, so si ti plesi med sabo kaj podobni? Ja in ne. Dajmo reči tako, brazilska samba se pleše solo. To je karnevalska. To je brazilska karnevalska samba. To je tista samba, ki jo vidite, če pogledate festival v Braziliji, ki se sprehaja na ulici. Jaka se vse trese, pa palmice, pa tako. To je kar zahteven ples v smislu kondicije. Ima specifično zaporedje korakov. No, in zdaj, če se pa pogledamo ritmično, pa plešemo na triole. To pa pomeni, da je 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, skozi poudarja ta samba stepa. Se pravi, to so take... Ta ritem je malo drugačen. Je malo drugačen od ostalih. Pri nas ga poučuje v studiu Špela Stramšek-Šajala. Njo boste tudi še spoznali skozi oddaje. Še ena strokovnjakinja. Še ena. Ona je pripeljala pravzaprav brazilsko sambo v Slovenijo. Kako dolgo pa je že potem v Sloveniji? Koliko časa pa? 5 let približno. Tako da je res zanimivo je to pogledati, da so tudi punce pol prišle, da se je to razvilo, da imamo pol skupine, ki to plešejo in da so res že kar dobre ratale tiste, ki že nekaj časa trenirajo in je to tako zelo lepo videti, da tudi pri nas se te plesi gradijo dalje. Pa se da tudi tekmovati že pri nas v brazilski sambi? Ne. Pa v ostalih plesih, ki smo jih danes videli, že tekmujete ali to je potem bolj tako plešemo zunaj zvečer? Dajmo tako reči, da je to, se pravi, te plesi so social dance, se pravi ples v paru, ki je namenjen temu, da se družimo, temu, da preplešemo, da je to nek družabni dogodek. Seveda obstajajo po svetu tekmovanja, ampak v Sloveniji tega žal nimamo. Bi si pa želela, da bi bila? Ja, seveda. Zato, ker bi predvsem zaradi tega imeli potem podmladek. Kasneje tudi pedagoge. In je s tem potem lažje delati in bolj razviti plesa. Ker zdaj pa se verjetno izobražujete v tujini. Seveda. V redu, da nam res ne bo zmanjkalo časa, še bačata nas čaka. Sliši se mi skoraj kot nekaj, kar lahko človek poje, ampak... Lahko tudi. Sad tisti čabata, tole bo pa bačata. Torej, bačata prihaja iz Dominikanske republike, še en latino ples. Je zelo, zelo popularna zadnjih 5 let. Predvsem zaradi tega, ker se, dajmo tako reči, vsi te plesi, ki se o njih pogovarjamo, so živi plesi in v bistvu to pomeni, da se ta ples razvija s časom, z vplivom glasbe. Se pravi, takoj, ko se naredi nek miks te osnovne zvrsti glasbe z nečem novejšim, potem počasi rata tudi nov ples. Tako, kot boste zdaj videli v zadju, Nik in Katja plešeta najprej tradicionalno, oziroma bačato moderno, kasneje bosta pa predstavila tudi sensual bačata. In ta sensual bačata recimo je zadnjih 4-5 let zelo popularna, ki je v bistvu zaradi tega, ker je zelo zmešana z tem hip-hopom in temi modernimi glasbami. Tudi z elementi zvuka je že noter, Tudi to, ja. Pol sensual. Tudi to, ja. Zvuk je tudi ogromno vplival na sensual bačato. To je pa zdaj že sensual bačata. Povejte mi, če se motim, ampak takole, ko jo gledam, pa sploh, ko ima ona še malce takšno frizuro, sem se spomnila na film Umazani ples. Katero zvrst plesa so tam plesali noter? Salso mambo. Salso mambo. Salso mambo. Bačata bi tudi lahko bila noter. Lahko bi bila, ampak tam so malo hitrejši ritmi. Aha, malo hitreje. Se pravi, tega lahko zelo počasi plešemo. Se pravi, tako kot sem že govoril o glasbi, bačata ima, se pravi, dominikanski stil bačate je zelo hiter, imamo pa na drugi strani sensual bačato, ki je v bistvu lahko zelo, zelo počasna. Ritem je pa enaka in osnovni koraki so tudi enaki, tako da potem res gre seveda za interpretacijo glasbe.
Je pa mogoče tudi zanimivo to, da zadnjih 2 leti ali pa tako je pa zelo popularen v bistvu ta fusion, ki je pa tako kot v glasbi, a ne, glasbeniki upletajo in dominikanski stil glasbe in moderno in potem v sensual in v bistvu je zelo popularen ta fusion, kjer v bistvu plešeš vse 3 stile hkrati oziroma enega za drugim pač prilagajaš. 3 stile, ja. Bachata dominikana, bachata moderna in sensual. Fusion jih pa združuje. Tako. Ne? Fusion jih pa združuje, tako da. Se pravi, recimo na refren, potem plešemo kakšno, začnemo za to sensual. Tako. Saj se prav vidi tudi glasba, tako prehaja iz neke hitre, ogromne, neznačilna taka kitarca za dominikano, zelo hiter in to probamo zadeti, vse te hitre momente, predvsem z nogami, ne, s footworkom rečemo. Potem pa probamo zadeti, ne vem, te vse počasne brejke, ne, recimo za sensual elementi, tako. Takrat, ko pa ni nič specifičnega, delamo pa fusion elemente, ne. Vsekakor dobro, da imamo posluh, verjetno. Ja, pomaga. Ja, to je zelo fajn. Pomaga. Ni pa nujno, imamo tudi ljudi, tudi tečajnike, ki nimajo posluha in jim pač pomagamo in s časoma se tudi to da priučiti. Vse se da naučiti. Ja. Se pravi, moramo znati samo štet, pa premikati malo noge. Ja. Ja. Osnove ostalo boste vidno poskrbeti. Tako je. Če imate 2 leve noge, se da. Se da, ker se zmenimo, kjer je prva leva in kjer je druga leva in je vse v redu. Odlično, odlično. Se pravi, nimamo več izgovorov. Rok in Varja, najlepša hvala. Se vidimo spet prihodnji teden, čeprav vem. Tako. Takrat že s prvo oddajo, ne? Ja. Super. Boste že mogoče povedala, kaj pripravljata? Ja, v prvi oddaji bomo pogledali si salso. Salso. Ker je to naš najbolj naš ples, mi dva se s tem ukvarjava že celo življenje, mislim, zadnjih 15 let, no. In to je tudi tista glavna stvar, ki jo poučujemo pri nas in je to prva stvar, ki si jo bomo pogledali. In zaplesali boste lahko z nama. Tako. To je bistvo, ne? To je bistvo. Ja. Končno se bomo torej naučili, ne? Da ne bomo samo gledali, do konca sezone vsaj en ples moramo znati, ne? Fajn bi bilo, ja. Fajn bi bilo. Lahko pa tudi več. Tako. Super, Rok in Varja, najlepša hvala za obisk v studiu. Gledalci, upam, da zdaj prepoznate malce različne stile med sabo, če ne pa kot rečeno v prihodnjih tednih. Zdaj pa na kratko oglasni blok, potem pa se že počasi prestavljamo v Logatec.